Zdaj smo pa pri hitrih vprašanjih. Ok. Predvidevam, da mora biti tudi odgovori hitri. Pa ni treba. Ok. Ni treba, lahko razmisliš, Okej. ni problem. Sam tako, probiva priti do enega odgovora. No. Kdo bo zmagovalec AI bitke? Google. Google. Ja. Okay. Spravo, Kitajci niso tle v igri, Američani. Jaz, če bi mogel zdaj staviti v tej točki v času, bi rekel Google, zaradi tega, ker prvič imajo pač search engine, se pravi, indeksirajo spletne strani po celem internetu. Drugo imajo YouTube. Ne vem, kaj je večja zakladnica vsega, kar je človek izrekel, doživel, raziskal in tako naprej. Potem imajo G Suite oziroma Gmail, vse, kar ljudje med sabo si izmenjujejo v pogovorih. Imajo Android, platformo mobilno, na kateri je, ne vem, pol sveta. Pa Google Maps, recimo, se mi zdi še en pomemben aspekt, ne, se pravi lokacijsko, da lahko tako. In če bojo oni znali vse to pravilno nekako jaz itak mislim, da Google se bo transformiral zdaj čez čas v AI podjetja, ne? Da bojo na koncu oni zmagovalci. Okay. Bo prišlo do centralizacije AI, v smislu, da bo da bo na koncu samo še en ponudnik? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je na trgu je prostora za več ponudnikov. Sigurno se bo dogajala konsolidacija, ampak zaradi tega, kakšen tip tehnologije je AI, bomo po moje videli veliko startupov, ki bodo nekaj probali narediti na tem področju, ampak to bo tudi pomenilo, da bo zelo veliko konsolidacije. Vidim pa v prihodnosti, da bo več igralcev lahko, ki bojo tekmovali na... Predvsem najprej bomo videli, a bo zmagal ta odprtokodni pristop proti zaprtemu pristopu. Jaz verjamem, da bo zmagal odprtokodni, ampak še vedno mislim, da na koncu bo nekaj ponudnikov in pa se boš pač odločil, kaj boš uporabljal. Ok, se pravi. Kako bo izgledalo poučevanje v naših šolah čez 10 let? Jaz mislim, da bo prišlo do obrnjene paradigme tega, kar imamo zdaj. Se pravi, zdaj imamo prihod v šolo in v šoli ena oseba večjim posameznikom razlaga, podaja neko znanje in potem greš ti domov in je od tebe pričakovano neko individualno delo. Jaz mislim, da se bo to obrnilo. Ti boš lahko doma individualno se učil z nekim tutorjem in potem boš v šolo, kot v fizični prostor, boš šel pa po neke te socialne, v neko socialno okolje, kjer boš imel pa možnost mogoče dela na nekih projektih, pa se učiti čez drugačne v bistvu pristope in mislim, da učiteljski poklic v prihodnosti zaradi umetne inteligence se bo dosti spremenil in postal spet bolj spoštovan v družbi. Okay. Kdo bo najbogatejši zemljan leta 2035? Ja, zdaj vprašanje, kdo bo še živ takrat, a ne? Ja, po moje bo Satoshi Nakamoto. Ok, se pravi ustanovitelj Bitcoina. Tako. Cena Bitcoina 2035. Prav, to je čez 10 let. Ne vem, 850,000. Wow. Ste kar eksaktno cifro. Ja. Ne milijon, ampak ja. 850,000. Ja. Kje na lestvici najbogatejših Slovencev bo Andrej Škraba?
A veš, zelo zanimivo vprašanje, ker sem se zdaj s parimi ljudmi pogovarjal, pač s prijatelji smo se malo pogovarjali o tem, po teh lestvicah pa to. In resnično me te lestvice, mislim, zanimajo me, ker sem pač radoveden človek in je to mi vedno zanimivo pogledati. Ampak nikoli pa nisem razmišljal o tem, da bi bil na tej lestvici, ker mi je ful bolj pomembno, da imam v življenju nek mir. Če bom pa se znašel kdaj na lestvici najbogatejših Slovencev, pa upam, da bo to zato, ker smo res naredili eno ful dobro stvar. Kaj pa če pa tako rečem? A bo IPO Astra AI do leta 2035? To je pa tudi... Podjetje Astra AI je self-funded in bootstrapped, kar pomeni, da do zdaj nismo vzeli nobene zunanje investicije ali pa investicije tveganega kapitala. In bomo videli, če se bo to spremenilo v prihodnjih letih. Tako da mogoče bo podjetje ostalo v privatnih rokah in ne bo imel nikoli IPO-ja. Če pa bo, pa upam, da bo čim večje število ljudi okrog tega tudi lahko obogatelo.